Sanjali smo, da bomo Švica in da bomo izvozniki zdravstva, ampak se je to hitro pozabilo. O slovenskem zdravstvenem sistemu, ki ga neprenehoma načenjajo afere, razmišlja vrhunski strokovnjak, imunolog in publicist dr. Alojz Ihan. Ključna zanj je stabilnost, odločnost ministra, ki je ni, saj se menjajo na leto in pol. V 30 letih se jih je tako zvrstilo 21. Rezultat pa tektonske spremembe v zdravstvu z novimi najsodobnejšimi zasebnimi klinikami. Javne so pretesne, dotrajane, bo denarja za obnovo dovolj. Še preden se je zares začela obnova ljubljanskega kliničnega centra, so namreč že izgubili vsaj 12 evropskih milijonov. Celotna obnova se je nedavno podražila za dodatnih 17 milijonov. 24 ur Fokus. Na eni strani dotrajane slovenske javne bolnišnice in klinike, razpadajoče stavbe, uničeni vodovodi, prenatrpani prostori z bolniki na hodnikih brez klim. Sta vsaj dva oddelka taka, da imata poleti tropske temperature. Sobe so bile za en drug čas narejene. Lokalni šerifi so se šli v Ljubljano pogovarjati, eni bolj, eni manj uspešno. V tistih ključnih letih se je v glavnem pokrivalo plače. Na drugi najsodobnejši zasebni centri in klinike, bolnišnice z moderno opremo in infrastrukturo, financirane tudi z javnim denarjem. Ne gre za selekcijo izbranih storitev, ki prinašajo denar. Ob tem pa še boj za različne elitne lokacije, veliki apetiti po zemljiščih, namenjenih zdravstvu. Na tem zemljišču Teku Burisoča bodo gradili prvo zasebno bolnišnico v prestolnici. Zdaj razkrivamo njeno podobo. Velika bo 18.000 kvadratnih metrov, imela bo 80 postelj, na dan bo sprejela do 400 pacientov. Na eni strani bo poliklinika, na drugi strani operacijski del, ki bo vključeval 4 operacijske dvorane, 2 veliki, 2 majhni in zraven še hospitalni del. Gradil bo eden največjih koncesionarjev v zdravstvu pri nas, diagnostični center Bled. Cena investicije pa med 45 in 52 milijonov evrov. DC Bled bo zagotovil večino denarja, njegovi lastnici, državni zavarovalnici Sava Re in Triglav, okoli 10 milijonov evrov. Zdaj čakajo zeleno luč za začetek gradnje. Po predvidenih načrtih bo zgrajena leta 2026. In ta namen izgradnje bolnišnice na eni lokaciji, združevanje kompletne in celovite zdravstvene oskrbe, ravno uresničuje to idejo, da bomo obravnavali in reševali vse težave pacientov na eni lokaciji. A minister za zdravje Danijel Bešič Loredan ima s tem zemljiščem, ki ga je diagnostični center Bled od mestne občine Ljubljana pred dobrima 2 letoma kupil za 2,5 milijona evrov, očitno drugačne načrte. Želi ga odkupiti nazaj in nameniti za širitev javnih zavodov. Jaz mislim, da je stvar politike, da vendarle pridemo do tega, da to parcelo v celoti dobi MZ in se A, naredi razvoj Urisoča in B, da je to eventualno ena od možnih lokacij za razširitev nadgradnjo Onkološkega inštituta. Da se ministrstvo za zemljišče zanima, pritrjuje tudi generalni direktor diagnostičnega centra Bled Zvone Novina. Mislim, da smo skupaj ugotovili, da je bolj racionalno, da mi zgradimo bolnišnico na tej lokaciji zdaj in sodelujemo z Urisoča. Medtem ko minister Bešič Loredan vztraja, da bo to zemljišče odkupila država, pa se zasebna bolnišnica z državnim Urisoča že pogovarja o strokovnem sodelovanju. Tudi strokovna direktorica inštituta Metka Muharič v novi investiciji vidi prednosti za njihove bolnike. So določene stvaritve, ki jih naši pacienti potrebujejo in jih potem moramo voziti bodisi v klinični center ali pa še kakršnokoli drugo bolnišnico, če so čakalne dobe kje druge krajše.
V najstarejšem delu Uri Soča je ambulanta namenjena bolnikom s kronično bolečino. Prostori so neprimerni in premajhni, naval bolnikov pa velik. Ti na rehabilitacijo čakajo tudi 3-4 leta. Uri Soča bi tako potrebovala še enkrat toliko prostora, kot ga ima 30.000 kvadratnih metrov, a za zemljišče, ki ga Soča nujno potrebuje za širitev, že desetletje poteka boj med Ministrstvom za zdravje in ljubljansko občino. Imaš logopeda na enem koncu inštituta, zdravnik dela na drugem koncu inštituta, delovni terapeut na tretjem koncu, namesto da bi bili nekje združeni, pa da bi lažje zadeve upravljali res timsko, tako kot smo v rehabilitaciji navajeni. Na drugi strani Soče pa širitev oddelkov stoji v zraku, tako Metka Muharič, ker ministrstvo ne da zelene luči za financiranje. Še pred kratkim je ministrstvo obljubljalo, da bodo širitev financirali z evropskimi sredstvi, a so si na to premislili. Koliko časa bodo morali bolniki še čakati na dostojne prostore? Tam ni še popolnoma nič. Da ta projekt ni realno, da ga končamo do konca 2026. Smo se odločili, da bomo to financirali iz proračuna, ker se nam lahko zgodi, da bo končan 2027 in bi izgubili dobršen del sredstev. Na očitke, da zasebno bolnišnico ogrožajo javno zdravstvo, Zvone Novina odgovarja: smo del javnega zdravstva. Diagnostični center Bled je v lasti 2 državnih zavarovalnic. Izvajamo tudi koncesijsko dejavnost. Bolnica bo sprejemala napotnice, kot tudi sedaj. Verjamem, da bomo na osnovi tega, da bomo zgrajeni po najnovejših standardih in da bomo sodelovali z drugimi zdravstvenimi ustanovami, tudi iz tujine, prinesli nekaj novega za slovenskega pacienta. Medtem bo na Gorenjskem, na Golniku, svojo kliniko gradil tudi eden najbogatejših zdravnikov podjetnikov, Marko Bitenc. Velika bo približno 10.000 kvadratnih metrov, za njo bodo odšteli nekaj več kot 20 milijonov evrov. Zeleno luč za gradnjo imajo, pisno pojasnjuje Bitenc, a se še niso odločili, kdaj bodo na zemljišču, ki so ga pred 3 leti kupili od države, dejansko začeli graditi. Bo tudi v tej Bitenčevi kliniki operiral minister Bešič Loredan, trenutno ob vse prej kot lahkem ministrovanju 2 do 4 ure na teden dela v kirurgiji Bitenc. Bomo tudi tam delali, zato ker je to ustanova, ki operira na koncesijo. Jaz lahko operiram ob vikendih in zadeva teče in tako tudi bo. Ta klinika nova, ki se načrtuje, tudi po potrebi boste tudi v njej delali? Za zdaj delamo tukaj, čakamo, da se sploh karkoli zgradi. Tako diagnostični center Bled kot kirurgija Bitenc sta med največjimi koncesionarji pri nas. Uvrstila sta se med 10 koncesionarjev, ki od države dobijo največ javnega denarja. 80% vseh dejavnosti diagnostičnega centra Bled je povezanih s koncesijo. Lani so tako podjetja iz skupine Bled dobila 21 milijonov javnega denarja. Bitenc pa dobrih 6 milijonov evrov. Razumeti moramo, je jasen Marjan Pintar, direktor Združenja zdravstvenih zavodov, da se zasebniki običajno spuščajo v tiste posle, ki so bolj donosni. Če boste hudo zboleli, vas bodo zdravili v javnih zdravstvenih zavodih. Ne delamo nobene razlike, katere dejavnosti lahko izvajamo. Izvajamo vse dejavnosti, za katere imamo koncesijo. Vseh zasebnikov s koncesijo je več kot 1400, iz zdravstvene blagajne pa dobijo nekaj več kot 14% denarja. In koliko je med njimi ambulant, koliko klinik, bolnišnic? Za lažjo predstavo. MC Medicor, ki je skoraj polovično v lasti kardiologinje Metke Zorc, je imel lani 3252 hospitalizacij bolnikov, kar je celo več kot bolnišnici Topolšica in Postojna. Tudi Zorc sicer drzno napoveduje širitev svojih ambulant, zlasti na obali, a pred kamero podrobnosti ne želi pojasnjevati. Onkološki inštitut, vodilna institucija za zdravljenje raka v Sloveniji, kraj hudih stisk, žalostnih usod, a tudi bitk, upanja, zmag. Vse od selitve v to stavbo se Onkološki inštitut spopada z velikimi težavami. Preplačana investicija, slaba gradnja, nedelujoč vodovod, legionela v vodi, nedelujoče klimatske naprave, pomanjkljiva požarna zaščita. Nazadnje, zaradi vseh nepravilnosti pri gradnji, tudi predlog za kazenski pregon zoper SCT, a odgovarjal ni nihče. Država je že pred 25 leti, ko je bila incidenca raka skoraj za polovico manjša, 8600 novih bolnikov letno, načrtovala drugo fazo inštituta, a ni bila nikoli uresničena.
izkoristili smo vse rezerve, celo izselili administracijo na oddaljen dostop, da smo pridobili nekaj ambulant, ampak še vedno imamo absolutno premajhno število ambulant. S povečanjem novih načinov zdravljenja bolnike bolj zdravimo, dlje zdravimo, smo bolj uspešni, ampak to seveda pomeni na drugi strani, seveda, da potrebujemo več, tako prostorskih kot kadrovskih kapacitet. Inštitut potrebuje 15.000 kvadratnih metrov dodatnih površin. Ministrstvo za zdravje je zagotovilo prehodno rešitev. Do leta 2025 je predvidena nadgradnja obstoječe stavbe H in novogradnja stavbe R, a gre le za gašenje požarov, ne za dolgoročno rešitev, pravi doktorica Ocvirk. Prostore ste tudi sami videli, če bi primerjali z neko privatno kliniko, ki zdaj v Sloveniji tudi obstaja, ali pa če temi lepotnimi klinikami, lahko vidite izrazito razliko. V preteklih 3 letih skoraj da ni bilo dneva, ko ne bi gledali prizorov z dotrajane ljubljanske infekcijske klinike. Skoraj 70 let stara stavba je statično nevarna, sobe in čakalnice premajhne, bolniki zato pogosto na hodnikih. Že vsaj 10 let čakamo prenovo, pravi predstojnica klinike Tatjana Lejko-Zupanc, a sodu je izbil dno prav COVID, ko so se razmere kritično poslabšale. Po teh smernicah, ki so ta hip, praktično bi lahko rekla za samo eno tretjino tistega, kar bi morali biti. V teh sobah imamo 2 bolnika, pa še za enega ne ustrezajo po normativih. Na obravnavo morajo bolniki čakati pred kliniko v teh ad hoc postavljenih zabojnikih. Tam, kjer imamo mi urgentne ambulante, je pravzaprav najbolj tak zaposlen del, če smem reči, tako klinike. Tukaj se obrne letno skoraj 20.000 ljudi. Veliko teh ljudi je kužnih ali pa predstavljajo nevarnost za ostale bolnike, je tu kar krepek delež otrok in mi pravzaprav vse te količine ljudi ne moremo varno obravnavati, ker imamo izredno majhne čakalnice. Bodo torej bolniki po 10 letih obljub le dočakali novo infekcijsko kliniko, zgradili naj bi novo kliniko oziroma prizidek k obstoječi stavbi. Za kliniko bomo predvidoma plačali dobrih 106 milijonov evrov, zgrajena naj bi bila v 3 letih. Nujno obnovo, tudi energetsko, je le dočakala 40 let stara glavna stavba ljubljanskega kliničnega centra. A še preden se je obnova dobro začela, so zaradi zamujenih rokov izgubili vsaj 12 milijonov evropskih sredstev. Preostala sredstva pa so preusmerili v nakup drage medicinske opreme. Obnova, ki se je nedavno podražila za dobre 4 milijone evrov, bo torej financirana iz državnega proračuna. Prenova sicer zdaj poteka po etapah, a zaradi tega se tudi draži, pred kratkim za kar 13 milijonov evrov. Kaj in kako pa pravzaprav prenavljajo? Za zidove osrednje slovenske bolnišnice nas je popeljal strokovni vodja sanacije, kirurg dr. Gregor Norčič. Delek za modernjo kirurgijo je doma tule in eno nadstropje više in je bil na 2 mestih prizadet in je bil zmanjšan v bistvu za en cel oddelek. Mi tega ne moremo vzdržati. Za to steno je gradbišče. To je zdaj en del gradbišča, ne? In to potem poteka po etapah. Tako. Po etapah od Petličja do vrha je ta vogal, skratka od tukaj naprej gradbišče. Ko zaključijo dela za to steno, se gradbišče premakne na to stran stene in sprostijo tisto stran za osebje oziroma za delo bolnišnice. Zaradi del morajo torej bolnike seliti sem in tja. Nekaj na drugo stran, nekaj pač drugam. Je zato delo zahtevnejše za vas? Zdaj, za nas je delo toliko zahtevnejše, ker so nekateri oddelki razseljeni. Gradnja nove infekcijske klinike in prenova UKC Ljubljana sta le 2 od več kot 50 projektov gradnje, obnov in sanacij javnih zavodov. Sredstva bodo zagotovljena iz paketa 2 milijard evrov za investicije v zdravstvo, ki ga je država razdelila do leta 2031. A koliko evropskega denarja bo ministrstvo sploh uspelo počrpati? Je do leta 2031 denar razdeljen, ni še zagotovljen, ampak je pa razdeljen, načrti so jasni in mislim, da tu ni nobene bojazni, da bi minister za zdravje neposredno vplival na to, kam bo denar šel.
Glavna težava, meni dr. Alojz Ihan, je, da pravzaprav vsak minister bolj politično-populistično zastavi investicije. Bilo je eno kratko obdobje, ko smo sanjali, da bomo Švica in da bomo izvozniki zdravstva, ampak to se je dejansko hitro pozabilo. Od leta 1990 se je zvrstilo kar 20 ministrov za zdravje različnih vlad. Zdaj je v kabinetu na Štefanovi 21. Vsi so imeli drzne ideje in načrte, kako reformirati slovensko zdravstvo, a so ti pogosto ostali v predalih. V povprečju so ministri tudi zaradi pogostih afer eno ključnih ministrstev v državi vodili le dobro leto in pol. Neprestano se žogati s temi koncepti, več bolanc, manj bolanc, nima ta pravega pomena. Tisto, kar pogrešamo, je vsekakor odločevalc, ki je pač pri nas ministrstvo, ki bi imel ustrezno stabilnost, ki bi mu omogočila dolgoročno načrtovanje. Ob vsem tem, bedi na eni in blišču na drugi strani ter aferah, ki pretresajo slovensko zdravstvo, pa veliki apetiti po različnih elitnih lokacijah v središču Ljubljane, namenjeni zdravstvu. Denimo železniški zdravstveni dom z nepremičnino na Celovški cesti v preteklih desetletjih je bil večkrat predmet poželenja ljubljanske občine, številnih preteklih vlad zasebnikov. Zdaj ga bo, kot kaže, v last dobilo Ministrstvo za zdravje, kaj bo z nepremičnino na elitni lokaciji, ni znano. Pa študentski zdravstveni dom. Želel si ga je župan Janković, zaradi govoric, da naj bi tam postavili hotel in posledičnih burnih odzivov je ostal v lasti države oziroma zdravstvenega ministrstva. In še nekdanja mestna otroška bolnišnica, država bi svoje nepremičnine tam z ljubljansko občino zamenjala za zemljišče v Buri Soča, občina pa bi vse to na to uporabila za izvajanje obveznega osnovnošolskega izobraževanja, neuradno za širitev bližnje zasebne Valdorfske šole. Toliko torej o skrbi za bolnike in borbi za javno zdravstvo. Poglejmo v nadaljevanje oddaje.